dan in pozdravljeni v Delovem podcastu o politiki. Z vami sva Barbara Eržen in Suzana Kos. Z nama v studiu pa danes predsednika podmladkov, SD Simona Purkat in SD Luka Goršek, ki je tudi novo izvoljeni podpredsednik stranke Socialnih demokratov. Najlepša hvala, da ste prišla. Naj povemo, da je tokratni podcast nekoliko drugačen kot prejšnji. Ponavadi gostje pridejo ali sami ali z svojimi tiskovnimi predstavniki, nekateri, če so pomembni, tudi svojimi varnostniki. Tokrat pa so z nami v studiu tudi študentje. Pridružili so se nam študentje novinarstva in socialnega menedžmenta z Fakultete za družbene vede v Ljubljani. V bistvu tudi zaradi tega, ker poteka teden mladih, to je pobuda Evropske komisije za to, da bi mlade spodbudila k večji državljanski aktivnosti. Med pogovorom ste vabljeni, da se pridružite s svojimi mnenji in vprašanji, kritikami za gosta, pa bomo videli, če vas bojo kaj izvali s svojimi izjavami. Začnimo najprej s kongresom SD. Odzivi po izvolitvi novega vodstva so precej burni. Tudi številni komentatorji vas vidijo sedaj že skoraj da malo da ne v vladi skupaj z SDS, NSI. Kako vidite to? Po prihodnjih državnozborskih volitvah seveda, ne? Ker vsi poudarjate, da sedanja koalicija je edina možna v koaliciji. Ja, mislim, iz nobenega kongresa socialdemokratov ljudje še niso šli poenoteni, pa vsi dobre volje, ne. Se tudi ne pričakujemo od ljudi tega, zaradi tega, ker smo demokratična stranka, ki dovoljujemo tudi velike kritike, ne. Je pa to, da se zdaj delajo neke teorije, da ne bi SD šel z SDS-om na naslednji vladi v skupno koalicijo, nekako res nesmiselno ugibati, zaradi tega, ker ne vem, zakaj se bi to zdaj razvil, zaradi tega, ker je Matjaž Han predsednik stranke. Mislim, mi imamo predsedstvo, mi imamo teren stranke, ne nazadnje sem jaz podpredsednik stranke in se vsi zavedamo, da je to nemogoče. No, ampak Matjaž Han govori, da je njegova odlika to, da je sposoben se pogovarjati z vsemi, a ne? In tudi sam je bil v preteklosti kritičen do te razklanosti v slovenski politiki. Kako vidite vi možnost sodelovanja zdaj z menjavo na čelu SD-ja? Jaz v bistvu zelo podpiram vse politike, ki so zmožni sodelovanja z vsemi. In prav Slovenska demokratska stranka je tista, ki nikoli ni izključevala, ampak je vedno kogarkoli je želel sodelovati tudi povabila zraven. Tako da, če bo prišlo do, ne vem, sodelovanja, smo mi absolutno za to, ker nikogar ne izključujemo. Sodelovanje mora biti na vsebinski ravni definitivno. Tukaj se vsi strinjamo zaradi tega, ker so neki problemi, ki se nam nakazujejo res zelo alarmantni in mislim, da si tu se razumemo, da na vsebinski ravni sodelovanje mora biti. Saj to je problem, da se ne pogovarjamo o vsebinskem sodelovanju. Že zdaj bi lahko vsebinsko sodelovali, vi se že zdaj vnaprej predalčkamo do tega, ali bomo šli z SDS-om v koalicijo ali ne. 5 strateških točk moramo določiti, kjer se mi najdemo oziroma z vsemi strankami, pa tukaj pol naprej. Tukaj se strinjamo. Ampak je pa vtis, ker govorite o vsebinskem sodelovanju, da v bistvu nobena pobuda opozicije ne gre skozi parlament, je ne podpre koalicija, ne? Ja, sej, to je največji problem, ne. Mogoče tudi, kar se tiče nekoga, ko vstopi v politiko, pa ko je mogoče doživi razočaranje, je razočaranje prav to, ko v bistvu narediš nek dober predlog, ki je dejansko dober za ljudi, pa mogoče potem se ne sprejme samo zato, ker ga je določena stranka predlagala, na primer SDS, ne. Drugače pa, kar se tiče, ne vem, sodelovanja, bi mogoče poudarila še to, da tudi podmladki, recimo sploh Mladi forum pa Slovenska demokratska mladina zelo dobro sodelujemo. Če se strinjaš, ne? Tudi z NSI-jem oziroma ja, z vsemi, no, v bistvu vsi podmladki. Ampak kje pa potem pride do tega preskoka, da ko pa pride do parlamentarne politike, pa se to sodelovanje ustavi? Se slišimo tudi, da na lokalni ravni pravzaprav stranke precej dobro sodelujejo vse, na parlamentarni ravni se pa to ustavi, pa to zdaj ni samo v tem mandatu. Znano je, da pač opozicijski predlogi nikoli pravzaprav niso upoštevani. Ja, kaj pa vem, Jaz sem to že večkrat izpostavil tudi v Dnevniku, ne, zakaj sem dal poziv vsem podmladkom, naj naredijo isto kot smo mi, da grejo na najvišje funkcije nekako kandidirati, zaradi tega, ker mi enostavno se ne ukvarjamo z nekimi demagoškimi vprašanji oziroma ne, se ne toliko razčlenjujemo pri najpomembnejših vprašanjih na levo in desno, ne. Zato sem iskreno tudi na vas apeliral in pa tudi na mlado Slovenijo, pa tudi
ne glede na to, da so relativno mlajši v Levici, tudi tam, da mlajši člani oziroma članice začnejo prevzemati najvišje vloge. Zato, ker enostavno mi se veliko bolj zavedamo nekih problematik in te problematike se pa ne delijo na levo in desno. Ne. Res, pejte na kongres, ko ga boste imeli na najvišje funkcije in tudi vse ostale stranke morajo menjati generacije. Se ponoma strinjam s tem. Tudi mi imamo veliko, bi rekla, članov Slovenske demokratske mladine, ki zasedajo pomembna mesta v stranki. Mogoče bi pa glede tega sem še to rekla, da podmladki v bistvu vedno, ko je prišlo do kakšne take večje teme oziroma ko je prišlo do kakšne večje preizkušnje, smo stopili skupaj. Ne? Tudi recimo, ko je bila epidemija za COVID, ne? Smo vsi pozvali podmladke takrat ljudi, naj ostanejo doma, naj se držijo ukrepov, naj se grejo cepiti in tako naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da takrat, ko je treba, da v bistvu tudi neka nova generacija zdaj, ko prihaja, se mi zdi, da ni tako obremenjena s tistimi raznimi, ne vem, teorijami zarote, z raznimi, ne vem, zamerami in mogoče tudi že zaradi tega lažje sodelovati, ne. Skratka, nove generacije bojo prinesle potem to, da ne bo več tega razkola v slovenski politiki. Gospod Goršek, na kongresu SD-ja, na volilnem kongresu SD-ja, ena od stvari, ki sem si jih zapomnila v zvezi z vami, je to, da ste govorili o problemu ginekologov. Recimo, to je sigurno ena taka tema, ko se lahko, pomanjkanje ginekologov, ki se lahko v bistvu brez težav pogovorite in enotno nastopite. No. Definitivno. Zdravstvo je ena taka tema, kjer bi se mogli poenotiti, ne? Čeprav tukaj so neke razlike, ki nas delijo. Ampak ta problematika, ki sem jo izpostavil, ne? Prej smo se Simona glih o tem pogovarjala. Mislim, zdaj se dogaja, da ženske sploh ne vejo, da nimajo svojega ginekologa. Ne? Pokličejo, da bi se naročila na pregled in ugotovijo, da pač podobno kot pri družinskih zdravnikih ga nimajo. Ne? In tu se ocenjuje celo, da ne bi bilo več kot 200,000 žensk takih. Ne? Kar je pa zelo res alarmantno, zaradi ker to potegne za sabo marsikaj slabega v bistvu za ženske. Ne? No, v glavnem, ker govorimo levo-desno, tudi na levi so razlike, pa bom prebrala en del komentarja kolega iz Dnevnika, Mirana Lesjaka, pa bi vas prosila za to, da malo pokomentirate, kaj je napisal. Medtem, ko so socialdemokrati svoje spletne strani poročali, da je njihov minister Han uspešno zaključil delovni obisk v prestolnici globalnega kapitala in templju od njega sponzoriranega svetovne religije UEFA, je frontman Levice Luka Mesec govoril o pomembni zmagi pri zagotavljanju pravic delavcev Uberju, Woltu in Glovu. Čeprav vemo, da ne boste zdaj seveda kritizirali takoj vašega novega predsednika, ampak vendarle, poudarjate, treba se vrniti k koreninam socialdemokracije. Treba je staviti na vsebine. Napaka ni bila narejena zdaj v soboto, da smo mi šli v bistvu neko napačno pot, ampak takrat, ko smo zbirali resorje. Če bi zdaj Matjaž Han bil minister za delo ali pa kdorkoli drug, Tanja Fajon, bi verjetno lahko mi tudi se pogovarjali o teh stvareh in takrat je bila napaka storjena. Ampak tudi tako rekel, zdaj je pa tudi Matjaž Han naprimer pripravlja oziroma je pripravlja zakon v prisostvovanju delavcev pri dobičku. Ki čaka že eno leto usklajen s socialnimi partnerji in vas v Gibanju Svoboda ne slišijo, da bi šlo to naprej. Skrbnik financ, bi rekel, da je Klemen Boštjančič skrbnik financ, ne minister za finance, pač ima nek razlog, ki, ne vem, omejuje ta zakon. Ni vse tako črno-belo, je pa res, da jaz še vedno bom pri stališčih, ki sem jih prejmel, jaz ne bom odstopil niti od milimetra, kar sem govoril za socialno demokracijo. In tudi Matjaž Han to ve. Tako da, vseeno bom rekel, da je treba zdaj počakati, da sploh skličemo prvi kolegi, da vidimo, v katero smer šlo vse skupaj. Matjaž Han je nekako v prvi izjavi rekel, dajte mi vsaj en teden. Kaj pa pri socialnih demokratih govorimo o novem predsedniku praktično na leto, 2, 4. Kaj pa v SDS-u? Lahko pričakujemo kakšne premike? 30 letja istega predsednika je dolga doba. Je dolga doba, ampak očitno to nekaj dokazuje. Jaz verjamem, da si predvsem mediji zelo želite te menjave, pa še marsikdo drug. Zakaj si bi mediji želeli te menjave? Meni je popolnoma vseeno, da je vaš predsednik isto tako za SD, bi rekla. Glede na to, recimo, kaj slišim off the record, ko se tako pogovarjam s kom, bi rekla, da je kar velika želja tudi med novinarji. Kaj pa v stranki?
V stranki pa je v bistvu, mi smo Slovenska demokratska stranka, mi imamo volilni kongres na vsake 4 leta, naslednji bo naslednje leto, enkrat junija, po moje. In takrat se potem vsi delegati odločijo za novega predsednika in če očitno izkazujejo vsa ta leta podporo Janezu Janši, je očitno z razlogom, ne. Tudi jaz sama osebno podpiram Janeza Janšo in upam, da bo na naslednjem kongresu še ostal predsednik, zaradi tega, ker mislim, da je stranka z njim dokazala, ne, da je neka stalnica, da je stabilna stranka, da ko je recimo vodila vlado, da so ljudje bolje živeli in da je Janez Janša človek, ki dela v dobro ljudi, ne. Kaj pa recimo javnomnenjske raziskave kažejo, da če bi SDS prevzel Anže Logar, bi lahko stranka naredila dodaten preboj, da bi lahko postala neka nova hrvaška HDZ? Ja, to pa ni odvisno zdaj samo od stranke, ampak tudi pač od posameznikov. Zdaj, če ima Anže Logar interes pač ustanoviti svojo stranko, potem pač. Ampak verjetno je to tudi zaradi tega, ker ne vidi možnosti za menjavo. Pa jaz mislim, da tako kot si ti prej rekel, ni vse črno-belo, ne, je več razlogov za njegovo odločitev. Ker ste rekla prejle, da podmladki strank zelo dobro sodelujete, da nimate težav s tem, bi vprašala, kakšna je teža podmladkov v vajinih strankah, ker očitno ne pridete s svojimi sodelovalnimi dejanji do vrhov stranke in do državne ravni. Zato pa, ko se skliče kongres stranke, gremo kandidirati za najvišje funkcije, pa gremo korak po koraku, da jih bomo nekako s časom, tudi če treba, premagali na kakšnem kongresu in bomo lažje implementirali vse, kar smo si zadali. Ni pa res, naprimer, da nimamo nobenega vpliva. Zdaj, naprimer, pri naših pozivih in pa nekaterih tudi kritikah, mislim, da smo bili kar uslišani, ne. Zdaj, tisti češnja na torti, ki pa na koncu resna implementacija nekih naših pozivov, tukaj imamo pa vsi težavo, ne. Tukaj imamo pa vsi težavo in zaradi tega je tudi en apel tukaj vreden, da vsi mladi začnejo da se nekako vključijo v stranko, v kateri se zdi, da jim pripadajo in z nekim pritiskom prisilimo naše etablirane politike, da nekako implementira, kar smo si zadali. Predvsem tukaj bi rekel za stanovanja, ne, njega podmladka, ki se ne bi strinjal, kaj je težava. Ampak spet, mogel bi biti finančni minister tisko, išče denar, ne pa skrbnik financ. Lahko mogoče oba vidva povesta, zakaj sta se vidva odločila za aktivacijo politike? Oba sta že precej let aktivna. Ja, jaz sem v bistvu že 12 let v stranki, ne. In vem, da sem bila še v osnovni šoli, ko sem se odločila, da bom se pridružila stranki SDS, kar je v bistvu zelo nenavadno, ne. Že tako ponavadi mlade ne zanima politika, kaj šele toliko mlade, ne. Ampak pri meni je v bistvu čisto taka zgodba bila, da sta bila oče pa mama zelo na različnih bregovih, ne. Oče zelo desen, mama precej leva, pa tako zelo jugonostalgično celo. In predstavljajte si vsako družinsko kosilo v nedeljo, kako je bila ping-pong žogca in jaz sem bila pač zmedena, nisem vedela, oba sta starša moja, oba imam rada, koga doma prav, ne. In tako sem v bistvu se vzbudilo to moje zanimanje za politiko in tako sem tudi začela spremljati, brati, obvezno vsak večer poročila, ne. In tako v bistvu se je oblikovala v moji glavi pač neka slika, ki je seveda leti se tudi spreminja, ampak jaz mislim, da sem pred 12 leti naredila eno najboljših odločitev v življenju, no. To, da sem se pridružila stranki. Sicer smo pa mi v Slovenski demokratski mladini pred časom delali tudi eno anketo z našim članstvom in v bistvu eno vprašanje je bilo tudi, zakaj ste se v bistvu vi včlanili v stranko. In ne vem, pričakovala sem zelo različne odgovore, ampak večina odgovora je bila zaradi, ne vem, ker se ne strinjam z vladajočo politiko, ker je zdaj pa res prišlo že to do take skrajnosti, da pač moram nekaj narediti, ne moram samo gledati. Se pravi, ni bilo recimo, jaz sem pričakovala, da bo mogoče več takih, ki jih je ali družina ali pa nekdo, ki jim je recimo mnenjski voditelj, da jih je usmeril to, pa da jih je mogoče prepričal, ampak večina se je odločila prav zaradi tega, ker so sami videli pa prišli do tega, da je prav, da se aktivirajo. Zdaj pa povejte, ste vi edina članica politične stranke doma ali kako? Ali ste se poenotili, zdaj politična, zdaj moramo to razčistiti? Kako ti plivaš nedeljska družinska kosila zdaj? Moj oče že umrl nedolgo nazaj, ampak je potem kmalu zatem, ko sem jaz postala članica Slovenske demokratske stranke,
tudi sem očitno jaz imela nekako drugačen vpliv na mamo, da je tudi ona potem počasi začela dojemati stvari na drugačen način, a ne. Tako da sicer člana sva samo jaz, pa mislim, ne vem, je moj brat član, sploh ne vem, ampak volijo pa na vsakih volitvah vsi zdaj Slovensko demokratsko stranko in to brez dvoma. Skratka, na družinskih kosilih nedeljskih se ne kregate glede politike, kaj pa vi, gospod Goršek? Zakaj sem šel v politiko? Ja, in kako je doma? To je razčistili pri obeh. Meni doma pa definitivno niso navdušeni nad politiko in smo tudi imeli kar burno, ko smo prišli domov pa povedal, da sem šel v politiko. Jaz mislim, da oče takrat cirka 3 tedne je Bore malo z mano govoril. Ampak ja, šel sem pa glih zaradi tega, ker enostavno, kot že večkrat omenjam, vse skupaj mi deluje zelo otročje, ne, ampak kar se tiče slovenske politične sfere, ampak mi je zelo jasno, da okolikor sediš na kavču, pač se ne strinjaš s tem, kar se dogaja, ne boš nič spremenil. Ne. Ampak žalostno je, da se ljudje pač tega ne zavedajo, da okolikor hočejo vplivati na to, rabijo maso ljudi. Ni dovolj, da samo en posameznik gre v to. Ne. Zato je treba narediti neko snežno kepo, včlanjevati ljudi v stranke, zato da naredimo neke korake naprej. Bi pa rekel, da ne vem, kaj je bila pa tista točno ena točka, v kateri sem se odločil, da grem po moje. Bil en tak ziher, ne najboljši dan, verjetno si se zbudil z levo nogo in imel vsega dovolj. Pa tudi v osnovni šoli, ali ne? Ne, to je bilo 2014, ko je bilo zelo razborljivo vse skupaj. Stranka je bila na zelo nizkih rejtingih, mislim, da primerljivo z današnjimi. SMC je takrat enostavno torpediral v višave po javnomnenjskih in sem rekel, ne, mislim, socialdemokratske nazore imam. Grem v to stranko, zdaj že takrat so iskali identiteto, ne, in očitno smo še do danes na tej točki, ampak verjamem, da se bo to spremenil. In sem rekel, ne, grem v SD, pa bom od znotraj poskušal neke stvari spreminjati, zdaj pa bomo videli. Jaz upam, da bo uspel, oziroma seveda. Se že to bi mogoče dodala, da mogoče se mladi tudi težje odločajo, recimo kar jaz opažam, a ne, ker ne razumejo osnov, a ne. In ti, če nimaš, ne vem, nekoga zraven, ne vem, ki ti pove stvari, ne vem, niti osnovnih stvari ne vejo, kaj je leva, kaj je desna, a ne. Jaz se tudi sama spomnim, ko sem jaz recimo začela gledati ta poročila, jaz nisem mogla ločiti Janeza Drnovška pa Janeza Janše, ker sta bila pač oba Janeza, približno isto prizuro sta imela. En je imel brke in pa ne, no. Vse to je bila razlika. Jaz vedno sem vsakeč vprašala, čakaj ta Janša in je oči narejo, ne. No, ampak mladi, ne, tudi, eno vprašanje. Ja, tudi med našimi gosti sem slišala, da so v obisku v enem od medijev povedali, da jih politika ne zanima, ker ne morejo nič spremeniti. Izvoli. Ja, jaz sem jih vprašanje na to, kako bi vidva to spremenila pri mladih. To, v bistvu, da bi se bolj vključevali, bolj politično angažirali bili. Ja. Mi recimo probamo z različnimi, če ti rečem, promocijami, a ne, da vseeno politika je kul, da je kul, da se ti vključuješ v družbeno dogajanje. Je pa tako, da pač mogoče na začetku jih ne zanima politika na državni ravni, a ne, ampak začneš na lokalni, a ne. Se pravi, vsakega pa vsaj bi moglo, a ne, skrbeti za svoj kraj, da želi živeti v kraju, ki je urejen, čist, da so ceste urejene, da vse štima, a ne. In v bistvu mi na ta način poskušamo vključiti mlade, predvsem da kandidirajo v občinske svete, pa mestne četrti. Imamo pa tudi na stranki prav zaradi tega posebno akademijo, oziroma temu bi rekla izobraževanje, ne, za vse te nove mlade ali pa v bistvu ni važna starost, ki jih zanima pač politika, pa se še ne znajdejo. Ne, v bistvu mi vodimo in jim pač počasi pač postopoma približujemo soznanje in različne aktivnosti, pa ne samo kar se tiče, ne vem, aktualnega dogajanja, pa kako je recimo sestavljen parlament, kako deluje, ne vem, Evropska unija, ampak tudi, ne vem, čisto preproste reči, kot so retorika, a ne. Ti, da imaš sposobnost retorično nekaj povedati, to ne glede na to, a boš deloval v politiki, ti vedno pride prav v življenju, a ne. No, pa tudi vi imate v bistvu nalogo nekako, da pridobivate nove člane, ker jih kar naprej pozdravljate, ne, tako javno objavljate, pridružili ste se naši družini in to. Kaj pa delate vi? Tu smo si malo drugačni, ne. Mi zdaj, včasih je bil modus operandi, da so enostavno ljudje s tistimi pamfleti hodili okoli, pa jim daj podpiši, boš član, članica, ne. Mi smo pa naredili v bistvu strokovne svete, stanovanjska, ekonomska politika, zelena in tako dalje. In smo potem s to javno objavo nekako dali vedeti, pridite k nam, dajte nam vsebinske iztočnice, s katerimi bomo mi pol na odločevalce pritiskali.
in sokreirati neko vsebino. Mi smo v bistvu takrat pridobili kar veliko članov s tem, ko smo to naredili. Targetirali smo predvsem na duševno zdravje, to tematiko smo imeli kot primarno, in potem so se začeli v bistvu mladi nekako pridruževati tudi potem naknadno. Potem so rekli, ok, to deluje kul, lahko neko svoje stališče damo, neko svojo vsebino damo zraven vaše v program stranke in na ta način se pol počutijo vključeno not. Ampak treba tudi tako gledati, mislim, tu smo si ful različni, jaz ne poskušam mladim reči, politika je kul, ker ni kul, politika ni kul. In jo tudi ne bomo poskušali delati kul, ampak jo bomo poskušali delati pa efektivno. Mislim, zato Zakaj pravite, politika ni kul? Ker je umazana, kaj? Ne, umazana ni, je pa otročje. Enostavno otročje, to je to. Ko smo pri umazani politiki, eno vprašanje. Drži, da je predsednik vlade Robert Golob zahteval, da se vas izumakne iz kabineta gospodarskega ministra, ker ste bili preveč kritični do njegovih besed, ko se je To je slišati v stranki, ne? domnevno vmešavanje Tatjane Bobnar. Mislim, mene lahko makne na drug planet, pa mi je vse en kritičen, da se tega po moje zaveda, ampak mislim, če je to naredil, to pa sploh dokazuje, da politika otroče. Mislim, kak predsednik vlade se pa ukvarja s predsednikom podmladka, da ga omakne kamorkoli. Kakšno razočaranje pri vas? Ne, jaz bi se rekla, da jaz se ne strinjam s tem, da politika otročja. Je pa res, da recimo sedanja vlada pa različni dotični posamezniki pa delajo politiko otročja, zato ker recimo pride nek nesposoben, neizkušen politik na neko pozicijo in pripelje zraven potem še enega bolj nesposobnega, on pripelje še bolj nesposobnega, predstavljati si pa, kaj nastane iz tega. No, ampak Otročja politika. Ja, ampak to je ravno zaradi tega, ker pač te zastopajo tisti, ki pač so neizkušeni in bom kar to rekla nesposobni. No, ampak tudi izkušeni so izkazali neke poteze, ki bi jih lahko označili za otročje. Recimo na prvi dan tokratnega sklica državnega zbora je SDS, NSI sta vložila preko 30 zakonov in pravzaprav zablokirala za več mesecev delovanje državnega zbora. Lejte, mi imamo pripravljen program če danes nastane naša vlada, imamo pripravljene rešitve in predloge za čisto vsako področje. In razumem, kaj je s tem narobe, da se to vloži. Bi mogoče povedala še, kaj vi mislite, je politika otročja, je dolgočasna? Otročje. Kaj pa, mogoče bi za šalo še vprašala, ne vem, če ste opazili, predsednik vlade Robert Golob je začel precej objavljati na Instagramu razne objave. Vi sledite tem objavam, vas zanimajo to, je pač brez veze porabljen čas, da se s tem ukvarja in da dajo v bistvu vse v zobe potem tudi političnim nasprotnikom, no. Jaz imam v bistvu vprašanje na to temo, ker vedno ponavljate, da iščete mlade, na kakšen način promovirate, ker jaz trenutno ne spremljam politike, nikjer pa nisem zasledila kakšno vabilo ali pa karkoli, sploh če iščete mlade, da iščete preko socialnih omrežij. Jaz tega nisem zasledila. Na kakšen način potem vi promovirate oziroma oglašujete? Ja, mi v resnici veliko preko socialnih omrežij. Zdaj, recimo, če damo za primer Instagram, je sicer narejen tako, da moraš slediti nekomu, ampak zdaj imamo, ne vem, TikTok, ki pa dejansko doseže velik delež ljudi lahko. Tam pa ni potrebno, da nekoga slediš, ne? Ampak socialna mreža so samo ena stvar, ne? In tam se sigurno ni toliko nisi toliko uspešen, kakor recimo, kar gre iz ust do usta, ne? In jaz tudi mislim, da nekdo, ki se želi politično aktivirati, pa ki ga vsaj malo zanima politika, ne rabi neke promocije, ker pač ve, da ima možnost, da se pridruži katerikoli stranki. Ne vem, ampak naprimer, če gledam iz mojega stališča, ker ne spremljam politike, nobenih strank in nič, na kakšen način bi dobila ta poziv, da pridem k vam kamorkoli, glede na to, da naprimer ne bi spremljala niti televizije, radija, na kakšen način bi prišli do mene. Saj to je njih največji problem, ne? Da takih najtežje prideti. To je tudi za naše vprašanje, tako da če poznate odgovor, se priporočam. Kaj pa delate na tem, da to spremenite? Ja, saj zaradi tega smo mi zdaj naredili to anketo, ne? In zdaj bomo na podlagi tega pripravili neko konkretno strategijo, na kako doseči tudi take, recimo, kot je tvoj primer, ne? Mogoče gremo še v tem vprašanju.
Se sama še prištevate za mlada? Absolutno. Da. Še dolgo Ker pogosto se mi zdi, da do nekega, 35. leta se pričakuje, da se pravzaprav ukvarjate da se ukvarjamo mladi samo s temami mladih, ne pa z celotnim spektrom, ki pravzaprav vpliva na naše življenje. Imate tak občutek, da? Ja, jaz v bistvu ne. Ne, jaz večinoma, je pa res, da jaz tudi na stranki pokrivam odnose z javnostmi, ne, jaz vseeno drugače, ampak tudi na naših dogodkih, na naših sejah, pač seveda se ukvarjamo z mladinsko problematiko, ampak mi govorimo o vseh problemih, ne samo o problemih mladih. In tudi, ko stranka recimo pripravlja stališča ali pa kakršenkoli odziv na zadeve, tle ne izključuje nas mladih samo zaradi tega, ker smo mladi, pa ker bi mogli mi pokrivati mladinske teme. Ne? Če odgovorim na tisto prvo vprašanje, če se počutim še mladega, po tem v kongresu se on šla na spata, ta moment se že malo počutim, da sem že... No, mogoče je Barbara hotela tudi aludirati na to, da je približno vajnih let bil gospod Janez Janša, ko je bil že minister, ne, tako da so v bistvu starosti, pri katerih politiki prevzamejo pomembne funkcije, precej različne očitno, ne. Mogoče bi samo še to, ne, da mladi vejo, recimo, če bi se kdo od naših gostov odločil, da bi se pridružil strankinemu delovanju, ne, ali to pomeni, da bi mogel tudi plačevati članarino, ali bi lahko bil samo simpatizer, oziroma koliko je sploh članarina, no? Ne, pri nas si lahko brez problema simpatizer, ampak glih to je bistvo, kar sem prej povedal, ne gre se za to, da mi dobivamo od ljudi vsebinske inpute, ne gre se za to, da vi pridete notri, podpišete tisto izjavo in morate plačati potem članarino, potem se vas pa ne vključuje noter, ne. Sej članstvo ti pridobivaš z namenom, da boš dobival čim več mnenj, čim več stališč, vsebine, ne. Pa študenti pri nas tudi ne rabijo plačati članarine zaradi tega, ker so pač upravičeni od tega, kar je logično, ker nimajo redne zaposlitve, ne. Pa mogoče tisti, ki prihajajo iz socialno šibkejših krogov, ne, isto. Kaj pa sedaj sem? Stranka je v bistvu so ljudje, a ne, in brez ljudi, brez članov ne moreš imeti stranke, oziroma boš težko deloval. Zato tudi mi zelo delamo na tem povečanju članstva. Zdaj imamo tudi recimo za upokojence, za študente ali pa za tiste, ki pač so socialno šibki, niso primorani plačevati članarino. Drugače za tiste, ki pa plačujejo članarino 15 € na leto, kar se mi tudi ne zdi veliko. Imamo pa pri nas tudi možnost, da če ne želiš biti pač prav član, si lahko pa tudi podpornik, ne, to, da si recimo obveščen o naših dogodkih, o recimo raznih, novinarskih konferencah, o različnih zadevah, ne, da si obveščen pa vključen. Zdaj, simpatizeri tudi lahko pridejo k vam se naučiti nastopanja javnega. Lahko. In to so tečaji brezplačni, Seveda. da vemo, Da se lahko da se bomo vključili. Mislim, da vide rabne, ampak lahko pridete. Gremo še eni pomembni temi, evropske volitve. Počasi se v SDS ste že začeli resno kampanjo, v SD še izoblikujete liste. Vaši dve članici kandidirata, kakšne teme pričakujete, kaj boste postavili v spredje? Zdaj, ne bom rekla za njiju direktno, ampak mislim, da bojo kar vseh 9 kandidatov dali v spredje kot prvo varnost. In tudi mislim, da bi mogla biti varnost glavna tema. Kot drugo pa bi mogoče rekla kmetijstvo, a ne? Tretja tema, če bi še eno dala, je pa mogoče neka soverenost, če temu tako rečemo, Evropske unije, a ne? Da ni samo neka organizacija, ki se opredeljuje glede na, Rusijo, Kitajsko in Ameriko, ampak da je tudi suverena in vodilna, ne. Pa mogoče bi izpostavila še demografijo, no, kaj je tudi vedno večji problem. Vemo, da je recimo v lanskem letu bilo, mislim, da najmanj rojstev, odkar jih beležijo. Mislim, da 92, če se ne motim. Kar je ogromen problem, se mi zdi, da se premalo govori o tem. No. Gospod Goršek, nova glavna tajnica vas je izpostavila kot nekoga, ki bi moral na listo, ker je eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov stranke. Si sami tega želite?
Moral je zelo težka beseda pri meni. Ja, ampak ne, zaenkrat nisem še se spogledoval s to idejo, je pa treba reči, zdaj vse, kar je Simona naštela, ima tudi en skupni imenovalec in to je dejansko podnebna kriza. Ne. To bo vplivalo in na varnost, in na migracije, in na različne tenzije med državama, oziroma tudi dejstvo je, da je Rusija Ukrajino napadla tudi zaradi neke prehranske verige, ki prihaja iz Ukrajine, od pšenice, koruze in tako dalje. In tukaj bi dal apel pa res vsem strankam, da se res začnemo o tem pogovarjati. 10 milijonov ljudi bo prišli in iz Azije in iz Afrike k nam, mi nimamo v Evropi nič še urejeno, niti za nas neke osnovne stvari. Pa ne pozabimo, ko govorimo o varnosti, ne, moramo dejansko izpostaviti to, kar so v zadnjih tednih izkazovali. Vojne bo imele nove oblike, ne bo več sam na eni strani orožje, ampak gremo se pogovarjati o kibernetski varnosti. Mi moramo žal začeti krepiti kibernetsko varnost, ker bo gospodarstvo trpelo zaradi tega, nacionalna varnost na splošno. In mislim, da se bo to začelo tudi zdaj s tem obdobjem, ko je Iran napadel Izrael, da se bo še ena stran vključila v te spopade. Ne. In še enkrat, res moramo imeti resno podnebno krizo, prehranska samooskrba se bo začela krčiti, zaradi tega se bo tenzije začela tudi znotraj Evrope dogajati, ker vemo, naprimer, vsaka država ima za izvoz en segment hrane, z inflacijo se že zdaj, celotna Evropa se zelo slabo s tem spopadala in mi bomo imeli resno težavo s tem. Resno. Mi bomo v roku 10 let, če se osredotočim samo na Slovenijo, imeli izjemen problem z prehransko oskrbo. Ker najbogatejši v bistvu zdaj odkupujejo kmetijska zemljišča po svetu, ker oni so predvidevali, kaj se bo začelo dogajati, politika pa ni predvidevala. In na koncu se bo zgodilo, da bo spet mogoče 5 ali pa 10 ljudi imeli monopol nad kmetijstvom in to ne bojo kmetje, ampak bojo dejansko neki najbogatejši ljudje, ki očitno bolj predvidevajo stvari kot politika. To je Miodrag Kostić, to je eden najbogatejših ljudi na Balkanu, je že pred leti vlagal tudi v Ukrajino, kjer je debelost črnice, te rodovitne zemlje nekaj metrov in je rekel, ker je kmetijska obdelovalna zemlja omejena dobrina, se splača vlagati v to. Zdaj, ker se vidva naštela vse te teme, ki bi jih mogli nasloviti na bližnjih evropskih volitvah, če se prav spomnim, je na zadnjih evropskih volitvah v starostni skupini mladih od 18 do 30 let na volišča prišlo samo 11% mladih. Zdaj, slišali ste, kaj sta povedala gosta, ne? Demografija, kmetje, suverenost, podnebna kriza, so to teme, ki bi vas potegnili, da boste šli voliti, da boste poslušali, kaj te ljudje govorijo v predvolilni kampanji, ali pač boste 9. junija, ko so volitve, na plaži. Mislim, da so nas teli protesti, ki so bili sploh kmetijski, bolj pozvali k tem, da sodelujemo, da poslušamo, kaj se dogaja, kaj so predlagane rešitve v to temo. Pa podnebne spremembe, ja. Jaz osebno se tega kar bojim, mislim, mene je to grozljivo, tako da se strinjam glede tega, ja. Demografija in ginekologi vas ne zanimajo. Imam ginekologa. Poslič ga, Mogoče bi za konec še eno vprašanje, ki je recimo neke raziskave kažejo, da v bistvu mladi moški postajajo vse bolj desni, konzervativni, ja. Zakaj je pač temu tako? Mislim, to je, nekaj člankov je bilo, tudi mi smo imeli podcast na to temo, a ne? Kaj se dogaja v svetovni družbi, a ne? Da so ženske bolj napredne, moški pa radi imeli žensko za štedilnikom v rožnati obleki in frizirano. Pa če povežem še krog na evropske volitve, pričakujete tudi bolj konzervativni nov sklic Evropskega parlamenta? Ja, jaz pričakujem, da bodo desne stranke zmagale na evropskih volitvah, oziroma da bo večinoma. Ne bi pa rekla, da so konzervativci nazadnjaški, ali pa da so konzervativni tisti, ki mislijo, da je ženska za štedilnika. Bi pa rekla, mogoče glede tega, zakaj so mladi moški vedno bolj konzervativni. To je čisto moje mnenje. Zdaj, na eni strani,
ko pride do do nekega ekstrema, kot vidimo zdaj, je možnih kar milijon spolov, lahko si ga spremeniš vsak trenutek, potem ne vem, kaj vse, danes nekaj, kar je bilo včeraj samoumevnega, danes ni več, ne. S tem, ko se ta ekstrem povečuje na eni strani, se potem tudi na drugi strani kontra vzpostavlja, ne. Se pravi, s tem rečem neka normalnost. In hvala Bogu, a ne, da je tako. Gospod Goršek, Dobro, smo postajate to z za konec leti, s debate. starostjo bolj konzervativen? Ne, definitivno ne. Je pa v bistvu tako, da ženske so dejansko v recimo desetletjih nazaj bile podvržene nekemu patriarhatu, ne, in logično, da so potem nekako nek preboj naredile in zahtevale več, kar je edino pravilno, ne. Se ta boj se še ni končal, še vedno vidimo plačne anomalije med ženskam pa moškim, kar je to po mene straši, ne. In da ko na primer to izpostaviš, se še mogoče po možnosti kak moški najde, ki se bo pa proti temu striktno boril, da ne, to pa ni res, ne, moški pa ženske so plačeni isto, to ni res, to je laž. Ženske ste ali pa so plačane manj, to tudi statistika dokazuje in na podlagi tega verjetno tudi potem nekako je pri ženskah ta progresivnost se viša, pri moških pa zdaj, ne vem, jaz to raziskav nisem seznanjen, ampak bo že res verjetno nekje stagnira, ne, ta progresivnost. Je pa tudi treba opozoriti eno stvar, ne, zdaj v Sloveniji imamo zelo velik problem, ko se že zelo veliko o migracijah pa o nasilju migrantov ukvarjamo, ne, ampak največ umorov nad ženskami povzročijo, pa rečemo temu, dajte poljubno slovensko ime notri, ne vem, Franciji ni da ni, ko pride pijan domov pa žensko dobesedno ubije. In tukaj je ena težava, da se tudi s tem problemom zelo počasi pogledujemo in ga ne naslavljamo, ne. Mi imamo potem pa še, recimo, pa to zdaj ni kritika na vas, ker vi mislim, da tega niste delali, ampak potem mediji rečejo družinska tragedija. Ne, to je umor nad žensko, oziroma ne, to je umor. In tukaj potem, jaz mislim, da ženske ste toliko nekako z desetletji potem ugotovile, da ste v slabši poziciji, ne. In jaz spodbujam to, da v bistvu se o tem pogovarjamo, da ugotovimo, da nismo še tam, da zadeve niso še rešene, ne, tako kot bi mogli biti. Spravi, punce, treba se boriti za lažje pravice, ne. A ima kdo še kakšno vprašanje? Fantje so bili tiho. Bodo po koncu mogoče. Najlepša hvala vsem, da ste prišli, hvala, ker ste bila naša gosta. Mi pa se vidimo zopet prihodnji teden. Hvala. Hvala.